Dobrodošli na Pregarjah. Verjamemo, da se vam je med vožnjo proti naši vasi Okože odpočilo na prelepi brkinski naravi, ki ima tudi v zimskem času svoj čar. Naša šola je najvišje ležeča šola v občini Ilirska Bistrica. Šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1929, pouk pa je bil tu po domovih organiziran že od leta 1875 naprej. Pregarci so dejavno sodelovali v NOB. Duša boja proti okupatorju je bil Rudi Mahnič Brkinc. Skupaj s starši se je preselil na Pregarje iz Rojana pri Trstu. Leta 1941 se je vključil v NOB. Leta 1951 je bil razglašen za narodnega heroja. Leta 1974 so po njem poimenovali našo šolo. Upoštevajoč razmere, v katerih je nekoč potekal pouk na šoli, je skoraj da nepredstavljivo, da šola in dejavnost vzgoje in izobraževanja na Pregarjah še vedno obstaja. Mnogo vas je bilo in še vas je takih, ki vam dolgujemo iskreno zahvalo. Da imamo šolo na Pregarjah in da je ta postala to, kar vidite danes. Od nekdanjih ravnateljev, ki ste znali spretno krmariti med vsemi ostrimi črmi. Učiteljev, ki ste svojim zagnanim, marljivim in pogumnim delom sooblikovali zgodbo pregarske šole s srečnim koncem. Staršem, ki z vpisom svojih otrok na pregarsko šolo pokažete, da verjamete v nas in v prihodnost te šole, ter do pokončnih krajanov, ki ste se zavedali pomena ohranitve šole v domačem kraju, zato ste ji vztrajno in odločno vedno znova stopili v bran. Podlaga za uvedbo obveznega osnovnošolskega izobraževanja je bil zakon iz leta 1774 avstrijske cesarice Marije Terezije, v katerem je bilo zapisano, da morajo podložniki vseh stanov in obeh spolov med 6. in 12. letom pridobiti izobrazbo, bodisi doma, bodisi v javnih šolah. Vendar je moralo preteči še mnogo časa, da se je to udejanjilo v svojem polnem pomenu. V času obstoja Avstro-Ogrske so Pregarje upravno spadale v kronsko deželo Primorsko in njeno grofijo Istro. Do prve svetovne vojne je bila osnovna šola na Pregarjah pomožna šola ali šola za silo, kot so ji takrat rekli. To ni bila državna, ljudska šola, kjer so poučevali učitelji, ampak so to nalogo opravljali domači duhovniki. Od leta 1875 naprej naj bi po hišah poučeval učitelj Franc Brodnik iz Lašč. Leta 1882 pa je pouk potekal v zasebni hiši Jožefa Dodiča, kjer se je po domače reklo pri Rejcu. Prihajamo v temnejše obdobje zgodovine. S priključitvijo naših krajev Kraljevini Italiji po koncu Prve svetovne vojne so Italijani uvedli svojo šolsko zakonodajo. Šole so postali centri raznarodovanja, zato so predvsem na slovenskem podeželju na novo odpirali številne nove šole. Leta 1927 je bilo konec poučevanja v slovenskem jeziku. Že od leta 1922-23 pa so poučevali tudi italijanski učitelji. Najprej je bil pouk še vedno pri Rejcu. 3. aprila 1928 pa so začeli graditi novo šolsko poslopje, v katerem je pouk potekal že v naslednjem šolskem letu. Učencev je bilo toliko, da so imeli pouk v dopoldanskem in popoldanskem času. Učitelji so jih pregledovali, če imajo čiste zobe, ušesa, nohti pa so morali biti lepo pristriženi in čisti, sicer so jih dobili po prstih. Pisali so zvezke, klope sta sedela 2 po 2 in imela skupno krmilo. Imeli so tudi radirke, a niso smeli brisati. Gospa Antonija nam je zaupala, da so bili italijanski učitelji izredno strogi. Kaznovali so tako, da so jih pošiljali klečati na sol, ali pa so morali nastavljati prste, da so jih udarjali po njih. Počitnice so imeli od junija do septembra in do verskih praznikih.
Tudi na Pregarjah je delovala partizanska šola. Od jeseni leta 1943 do požiga vasi maja 1944, ko je bila požgana tudi šola. Po osvoboditvi so Pregarje spadale pod okraj Ilirska Bistrica, ki je bil leta 1947 priključen Jugoslaviji. Obdobje pomanjkanja, predvsem pa požgano šolsko poslopje, je otežilo obnovo slovenske šole. Čeprav vemo, da so imele vasi Pregarje, Huje in Gaberg skupaj 190 šoloobveznih otrok. Pouk je torej zopet potekal po domovih. Klopi so bile zbite iz desk. Prostor je bil majhen, učencev pa veliko. In en učitelj je učil vse. Posledice vojne je bilo čutiti povsod. Oblečeni so bili mižerno in vsak po svoje. Nekateri so bili obuti v čevlje, spet drugi v copate, ki so bili narejeni doma. Pomanjkanje se je kazalo tudi v prehrani, saj v šoli niso imeli niti malice. Kar se tiče šolskih pripomočkov, so imeli en zvezek, v katerega so zapisovali snov vseh predmetov. V šolski kroniki najdemo zapise o neustreznih in težkih pogojih za pouk vse od šolskega leta 1951-52, ko je v šolski kroniki omenjeno, da se je pouk pričel redno in je neprekinjeno potekal do 21. junija. Druga polovica 50. let je bila zaznamovana s postopnim uvajanjem osemletke. V 60. letih pa so potekala prva večja adaptacijska dela šolske stavbe. Takrat se je povečalo tudi število učiteljev na šoli. Novo šolsko leto, septembra 1980, se je začelo prenovljeni stavbi osnovne šole, vendar pa je šola že zelo kmalu spremenila svojo podobo zaradi vremenske ujme, ki je zajela naše kraje v noči iz 1. na 2. december 1983. V šolski kroniki lahko preberemo. Osnovna šola je v tej noči spremenila svojo podobo. Burja je dobesedno utrgala celo streho. Krajani Pregarji, Huj, Prenož, Gaberg in Erjavč so takoj po nesreči priskočili na pomoč. Množično so se zbrali ter očistili okolico šole in cesto. V razvoju šolstva na Pregarjah, kot tudi celotnega slovenskega šolstva, so bila 90. leta 20. stoletja prelomna. Saj so se takrat dogajale zgodovinsko pomembne spremembe, ki so bile povezane s procesom osamosvajanja in oblikovanja samostojne države Slovenije. Po neurju s točo, ki je te kraje zajelo 8. avgusta 2008, se je začela tudi adaptacija strehe. Pritiski za ukinitev šole v vasi so deževali vseh strani, vendar smo skupaj uspeli. Obnovljena šola je zaživela, pritiski pa so ostali. Nekljubovanju prebivalcev in učiteljev v naši šoli gre zahvala, da se na Pregarjah še vedno odvija pouk. Mnogi med nami smo ponosni na pregarsko šolo. V vsej svoji bogati zgodovini je kljubovala številnim preprekam. Požigu okupatorja, vremenskim ujmam, težnji po zapiranju ali vsaj spremembi njenega statusa. Čeprav sem bil ravnatelj samo 4 leta, se je v teh letih nabralo kar nekaj dogodkov. Kot prvega bi se spomnil žleda, ki je bil leta 1980 in je res popolnoma spremenil sliko in Pregarij vseh okoliških vasi, posebno Huje so bile zelo poškodovane. Moram pa povedati, da je bila ob tem poškodovana tudi šola, tako da smo zaradi te poškodbe in hodili v šolo v Ilirsko Bistrico. No, moji začetki poučevanja segajo v leto 1976-77. Takrat sem prvič nastopila delo učitelja biologije, kemije in bila v kolektivu, ki je bil izredno malo številen, zelo lepo prisrčno sprijeta. Zelo dobro se spomnim prvega dneva, ko sem bila nekako v strahu, kako bom sprejeta, torej med učenci, med delavci šole, in ta dan mi je večno ostal v spominu. Pojavile so se že takoj na začetku tega šolskega leta težave, ker se ni nihče prijavil za ravnatelja, no in končno so uspele te občinske oblasti nekako prepričati ravnatelja, da je
podaljšal delovno razmerje še za 1 leto in je pouk seveda normalno stekel. No, z leti smo seveda vse te materialne pogoje in prostorske pogoje izredno izboljšali. 90. leta, kakor so bila pomembna za našo državo, so bila pomembna tudi za to osnovno šolo. Takrat so nam nekako dali upanje, da ministrstvo ne bo dalo soglasja, da se šole majhne zapira. No, in takrat smo tudi nekako zaživeli, bili ponosni, da smo končno enkrat dobili priznanje, da so tudi majhne šole dobre šole, pomembne šole, posebno za takšne kraje, kakor so Brkini, ki vemo, da so izredno demografsko ogroženi. No, pa moram povedati, da tukaj smo se povezovali z drugimi šolami v občini. Izredno dobro je deloval aktiv ravnateljev osnovnih šol v občini Ilirska Bistrica in potem smo si šole med seboj priskočile na pomoč. To je bila moja prva služba. Moram reči, da so bili to najlepši dnevi mojega službovanja v moji karieri. Tudi zaradi tega, ker sem tukaj na Pregarjah nekako med tukajšnjimi otroci našel neko iskrenost, neko iskrivost, dobrodušnost, ki jo mogoče v večjih mestih težje zasledimo pri otrocih. Poznalo se je, da so to kmečki otroci, ki so navajeni tudi po pouku doma pomagati, tudi delati na kmetiji, in ta njihov odnos do narave se je vsekakor pokazal tudi v njihovem prijetnem karakterju. Zaradi majhnega števila učencev je bilo potrebno razrede združevati. Zaradi tega, te posebnosti, te šole, je tudi učitelju vedno primanjkovalo, kajti so pogosto učitelji prišli na šolo, se zaposlili, bili tukaj mogoče 1-2 leti in odhajali, ker je bilo to delo torej naporno in so si poiskali zaposlitve na drugih šolah. Torej že takrat pojavljale so se kadrovske težave. Največji razred je bil, ko sem prišla, se mi zdi, da je bilo v enem razredu, da je bilo 12 otrok. V enem razredu jih je bilo 12, v drugem pa so bili menda samo 3. Ja. Potem je bilo še eno leto, ko je bilo v dvojni kombinaciji, je bilo menda 16 ali 18, nekaj takega, ja. Da je bilo vse polno, ne? Ja. Glava pri glavi. Ja, pouk se je zelo spremenil, ker so se spremenili tudi starši, učenci, pa tudi sama sem se spremenila. No? Zdaj, če se vzgoja doma ne razlikuje od vzgoje v šoli, potem otroci nimajo problemov. Ne? So pa otroci bolj sproščeni sedaj, včasih so bili bolj zadržani, pa to ni nič narobe, je prav. Če so zahtevni, je toliko večji izziv zame, da to prebrodim, da to uredim, da jih naučim tudi. Vedno sem razmišljala, če se niso mogli naučiti, kako spremeniti pouk, da jih bom naučila. In to je bil tudi izziv. Ja. No, te težnje po zapiranju šol, torej naše šole, ki je bila med manjšimi v občini, so se tako rekoč pojavljale skozi vso dobo mojega službovanja. No, tukaj je potrebno pohvaliti krajane, ki so bili izredno vztrajni, in tudi sam kolektiv šole, torej vse delavce šole, ki so odločno temu nasprotovali in naj rečem se borili, kakor so mogli in znali vsemi močmi, da so šolo obdržali. No, potem so bili razni pomisleki, da bi spremenili tudi status osnovne šole, torej da ne bi bila več samostojna, da bi bila podružnica ali Podgrada ali Ilirske Bistrice. Tudi temu so starši izredno nasprotovali in seveda tudi sam kolektiv, delavci šole, tako da so šolo obdržali do današnjih dni. Posebej mi je ostalo v spominu izredno dobro sodelovanje s krajani in krajevno skupnostjo kot tako. V teh letih je bilo zelo pomembno, da smo se borili, bom rekel v navednicah, za to, da je šola na Pregarjih sploh ostala.
Ja, občina Ilirska Bistrica je prav posebna med ostalimi občinami v Sloveniji, je pač druga največja po površini in izredno razpršeno poseljena, 64 naselij. Zato ima tudi 7 samostojnih osnovnih šol in to je njena velika posebnost. In jaz te samostojne osnovne šole vidim kot veliko prednost. Sej prav na podeželju predstavljajo neko družabno, družbeno, kulturno in pa športno središče manjših geografsko zaokroženih območij. Šola ni samo vzgojno-izobraževalna ustanova, ampak je večjega pomena. Torej, nekako naj rečem kulturno središče. To pomeni, da vse proslave, prireditve, naj bo recimo, da ne omenim take pomembne prireditve, v spomladanskem času smo mogoče tradicionalno pripravljali proslavo Praznujmo skupaj. Torej tudi sodelovanje s krajevno skupnostjo se je izredno napredovalo. Torej bili smo na začetku mogoče ne toliko, ko sem začela delati, potem pa vedno bolj. No, tukaj mogoče tudi omenjam, da se je struktura staršev nekoliko spremenila. Mogoče mlajši starši, ki so se odločili, da bodo živeli v tem kraju in so čisto drugače začeli gledati na šolo in zato je bilo sodelovanje s krajevno skupnostjo dosti bolj poglobljeno, kar je pa izredno pomembno za uspeh neke šole. Torej, šola sama nikoli ne more delovati, vedno mora biti vpeta v neko okolje. Bili smo zelo povezani, učitelji med seboj, učitelji z učenci in seveda cela šola s prebivalci krajevne skupnosti. Vsakič, ko pridem v to šolo, pridem z velikim veseljem, ker se počutim tukaj kot doma, čeprav je majhna. Jaz mislim, da predstavlja pa žilo, arterijo, če ne celo srce tistega dela občine Ilirska Bistrica, ki je v Brkinih, središčem tukaj v samem Pregarju. Po 9 letih mojega ravnateljevanja lahko rečem, da mi je veliko veselje, da sem ravnateljica te majhne podeželske šole, ker smo vsi skupaj kot ena večja družina, se med seboj razumemo, si pomagamo in se tudi dobro poznamo. Veseli me tudi to, da obstoj naše šole ni več tako ogrožen, kot je bil včasih, saj nam število otrok tako v vrtcu kot šoli v zadnjih letih narašča. Našim učencem želim, da bi šolo zapuščali samozavestni in pripravljeni na življenje v današnji družbi polni izzivov. Moje sporočilo za generacije, ki so danes na šoli, naj bodo spoštljivi do učiteljev, naj bodo srečni, da živijo v teh lepih krajih sredi narave, naj pazijo na to naravo, ki je v teh krajih še dokaj neokrnjena. Torej, ostanite naravni, takšni kot ste, staršem in učiteljem nekako polagam na srce. Naj bodo še naprej vztrajni, naj bodo ponosni, tako da bodo še številne generacije to šolo obiskovale in jo tudi zapuščale z ustreznim znanjem. Občina si bo vedno prizadevala ohranjati te podeželske osnovne šole, jaz pa mislim, da tudi državi ni ravno interesu zapirati take majhne šole, zato ker marsikatera izkušnja iz preteklosti potem je pokazala, da ko enkrat zaobrneš ta zadnjič ključ take šole, stavba začne samevati in potem tudi kraj izgubi na svoji veljavi, na veljavi izgubi tudi širšo moč tega kraja in prekine se ena dolgoletna tradicija in vse tisto lepo, kar je na teh majhnih šolah, ta vaša povezanost, srčnost, se potem razvodenila na tak način.